bi se zahvalila Andragoškemu centru Slovenije za to povabilo in za možnost sodelovanja in prisostvovanja na tem letnem posvetu. Kje ne začnemo? Kratko na pravici. Jaz bi najprej dala nekaj stavkov v bistvu refleksije in na nek način tudi provokacije na včerajšnji današnji dan. Mogoče nisem tako domača v vsem tem, kar vi počnete, ampak sem pa bila domača v nekih drugih tematikah, predvsem tistih, ki zadevajo aktivno delovanje skupnosti in učenje v raznovrstnih skupnostih. Vsaka skupnost kot taka je že samo po sebi, če se tega zaveda, pa ne zaveda skupnost. Tudi mi smo skupnost. In včeraj sem res pogrešala vsaj omembo učenja starejših odraslih. Andragoški center Slovenije je specializiran za izobraževanje odraslih. V Sloveniji imamo, kot veste, Univerzo za tretje življenjsko obdobje, imamo Andragoško društvo Slovenije, imamo Zvezo upokojencev Slovenije, imamo tudi sindikate in razne društva, institucije, organizacije, ki se ukvarjajo pa poskušajo prispevati na neformalni ravni k učenju, ne bom govorila o izobraževanju, k učenju starejših odraslih. Jaz pa menim, tudi na podlagi tega našega projekta, da nujno potrebujemo institucionalizacijo učenja, ne izobraževanja, učenja odraslih, starejših odraslih, ker se pravzaprav vse življenje moramo učiti, če želimo kakovostno živeti. In kot boste videli, ali kot bomo poskušali tudi danes poudariti, je to učenje, ki ga jaz razumem predvsem kot ustvarjalnost, domišljija, kot dialog, ne pa kot izobraževanje in šolanje, tisto ključno, ki nam najbolj doprinaša skozi vse življenjske kohorte, vključno z vrtcem, kjer se bolj učimo kot izobražujemo, vključno šolo, kjer se veliko več učimo kot izobražujemo in kjer je veliko več priložnostnega učenja, niti neformalnega, pa neformalnega izobraževanja, o čemer smo včeraj recimo ogromno govorili. To priložnostno učenje in učenje na splošno sta, po mojem mnenju, dve dimenziji, ki smo jih zanemarili, ki jih tudi na splošno v Sloveniji izobraževalne politike zanemarjajo, pa tudi druge institucije, ki bi mogle to učenje prepoznati in ga na različne načine uveljavljati. Veliko stvari, ki bom danes povedala, je v največji meri zagovarjala in počela in dr. Sabina Jerenc-Kraševec, ki je marsikdo od vas pozna. V veliki meri pa se naslanjam na dve starosti, andragogike v Sloveniji, na gospoda Jerenca, ki ga imamo tukaj, in seveda na dr. Ano Krajnc. Se pravi, koliko časa se človek izobražuje, mi bi mogli govoriti tudi o tej kohorti 55+, ker kot smo videli včeraj, je to, se pravi 55+ do 65, govorim za moške in za ženske, je že tista skupina, ki je že ranljiva, ki je manj zaposljiva, ki je nižje izobražena in ki se pogosto znajde na zavodu za zaposlovanje oziroma ni več delovno aktivna s polnim delovnim časom za nedoločen čas in je pravzaprav že v procesih, s katerimi se soočajo starejši odrasli oziroma upokojenci. In to je ena izjava 90-letnika, kaj vse bi naredil, če bi še enkrat imel 70 let. S to izjavo sem vam hotela dati vedeti, meni se zdi taka bistvena, da teh 20 let, se pravi 70 do 90 let, je lahko izjemno produktivnih. In to vam bodo, ali pa vsi tisti, ki imate tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje v okviru ljudskih univerz in tako naprej, boste mogoče temu lahko pritrdili, da pravzaprav mi tukaj zdaj 2 dni govorimo o prvi polovici življenja in izobraževanja, ne pa o drugi polovici. In izpuščamo en zelo pomemben segment in en zelo pomemben segment populacije. Pošolana družba, učeča skupnost, to sem zdaj na nek način že naslovila. Se pravi, meni se zdi, da tudi vsi ti programi, ki so izobraževanje odraslih, oziroma osnovnošolsko izobraževanje odraslih, kot smo včeraj poslušali, številne te paradigme bi mogli imeti učenje in izobraževanje in ne več šolanje. In mislim, da je naša družba izrazito pošolana in nedojemljiva za
resnične družbene problematike, ki jih imamo, od brezposelnosti, konec koncev je veliko vas, ki ste tukaj noter delno prekarno ali pa pol prekarno v nerednih delovnih razmerih in združujete druge o tem, kako naj pristopijo na trg dela, kjer smo včeraj videli, da je, oziroma kot vemo, generalno za Slovenijo imamo okrog 73,000 ali pa nekje tam registriranih brezposelnih, krat 2 v resnici tistih, ki so še neregistrirani, in 3,000 mest na trgu dela. Se pravi, lahko jih še tako izobrazimo, a ne, treba bo odpirati delovna mesta, druge stvari se mora transformirati, ne moramo mislim, da bi izobraziti, da bi za to zapustili. Se pravi, podarek še na tem priložnostnem izobraževanju in zdaj grem jaz na ta projekt, da ne bom preloga. Gre za projekt Filozofske fakultete, ki ga peljemo skupaj z Andragoškim društvom Slovenije in s 3 univerzami iz Evrope in Estonskim društvom za izobraževanje odraslih, teče do avgusta 2019. Namen projekta pa je, ker vsi tisti, ki delujete, če delujete s starejšimi odraslimi, verjetno opažate, da se moški v bistveno manjši meri vključujejo v učenje, učne prakse kot ženske, da mogoče tudi opažate, da imajo bistveno šibkejši socialni kapital oziroma da imajo bistveno manjšo mrežo, podporno in tako naprej. Mi prepoznavamo tudi to, da zaradi vsega tega manjše vključenosti in manjše participacije v skupnosti moški trpijo za slabše zdravje, za slabše kakovost življenja in tako naprej. In mislimo, da v bistvu ne bi potrebovali nekih grozljivih naporov, da bi to zelo hitro lahko tudi izboljšali. Ta raziskava, ki jo je Sabina Jelenc zastavila, je izhajala iz ugotovitev, med drugim tudi gibanj v Avstraliji, na Irskem in drugod, predvsem zmanjšajo moški blok gibanja. Enega od gibanj, ki se najhitreje širi v zadnjih 2 desetletjih, predvsem po zadnjem desetletju, kjer so v teh državah zdravstvene ministrstva in druga ministrstva ugotovila, spoznala, da morajo odreagirati na to problematiko. Da enostavno moški ne more se upokojiti pa umreti, ampak da bo treba nekaj glede tega narediti. Kaj ti? Tudi v Sloveniji, recimo, če gremo na težke teme, samomorilnost in tako naprej, samski moški, upokojen oziroma 65+, je prvi target, ki bo lahko naredil samomor. In se pravi, vsemu temu nas tudi nekaj napeljuje, neki družbeni procesi, da postajajo moški, lahko rečemo, narekovajo marginalizirana skupina, še bolj pa postajajo samo marginalizirana skupina, ker se na nek način sami ne vključujejo, se sami celo izolirajo in izločajo. In zakaj je temu tako? Se pravi, naš projekt je hotel, oziroma je že pripravil in zdaj to tudi z nevladnim sektorjem in z iniciativami in tako naprej usklajujemo, pripraviti konkretna priporočila za državne organe, nacionalne in lokalne, se pravi občine in tako naprej, kaj storiti, da se bi situacija lahko izboljšala. In v zvezi s tem tudi, to je pa drugi cilj, ker ga pa še nismo uresničili in ga bomo januarja 2019 usposobiti nevladni sektor, ne toliko vse vas, ki že delate v izobraževanju, ampak tisti nevladni sektor, ki sploh ne ve, kako pristopati do starejših odraslih, zlasti moških, 60+, da bi jih integriral v svoje dejavnosti in svojo skupnostno ustvarjanje in tako naprej. Se pravi, ta program bo namenjen nevladnemu sektorju, lahko tudi izobraževalcem odraslih, predvsem starejših odraslih, predvsem pa vsem tistim, ki se z izobraževanjem kot takim niti ne ukvarjajo, niti ne razmišljajo, da bi lahko integrirali tudi starejše moške, ali pa da so za njihove skupnosti in za njihove cilje, ki jih imajo, tudi potrebni. Če je slučajno kakšen interesent za ta program, ki bo tekal digitalno, imam tule eno listo in se lahko, upišete in vas bomo pozvali, ko se bo to usposabljanje začelo. Usposabljanje bo narejeno kot v angleščini in za evropsko raven, kot tudi priporočila na splošno za države Evropske unije, ne samo za Slovenijo, ampak vsaka partnerska država pa pripravlja za svojo državo. Čisto na kratko, naredili smo v vsaki državi po 100 pogobljenih, polstrukturiranih intervjujev, starejši moški 60+, v Sloveniji smo naredili v krajevni skupnosti, oziroma četrtni skupnosti Bežigrad, v Ljubljani in pa v Ajdovščini.
Naredili smo 4 fokusne skupine v vsaki državi. Vsaka država je obravnavala 10 primerov dobrih praks vključevanja starejših moških v izobraževalne in druge učne skupnostne prakse iz Slovenije in iz tujine in analizirali so vse obstoječe programe, domači, nacionalni, evropski in strategije in tako naprej. Zdaj, ozadje za raziskavo, to sem na nek način že povedala, da se opaža, da se v bistvu na manjši meri moški vključujejo v skupnost, kar pa ima tudi številne posledice od tega, da imajo slabši kakovost življenja, da se bolj samo marginalizirajo, da so bolj osamljeni, da so bolj odvisni od svojih partneric in širšega okolja, da imajo pogostejše težave kot ženske z raznimi boleznimi od demence in tako naprej, ali da prej zapadejo v te bolezni, da imajo slabo emocionalno blaginjo, višjo umrljivost. Itak vemo, glede na življenjsko dobo, kot Sloveniji 5 do 6 let prej umrejo povprečju, kot pa je generalno. Zdaj, diskrepanca na splošno v Evropi je participacija žensk večja kot participacija moških v različnih skupnostnih in učnih programih. Kot vidite, Švedska je nekako zelo največja. Ampak imamo pa tudi države, kjer je ta diskrepanca majhna, oziroma vprit moških, in to so konkretno Hrvaška, Nemčija, Turčija in Švica. Ampak to ne pomeni, da bi imeli tam dobro razvite politike za večjo vključenost starejših moških, ampak to v veliki meri opredeljujejo tudi gender capital, se pravi po spolu, recimo prirejen kapital in identiteta, se pravi vaša poklicna, pretekla moška poklicna usmerjenost in prostori, ki so jih zasedali, prejšnja njihova vključenost v skupnost in možnosti za današnje vključevanje in tako naprej. V Sloveniji so sicer po teh podatkih v prid ženske zastopanosti kaže 3%, ampak če gledamo dnevne centre aktivnosti v Ljubljani, Univerza za tretje življenjsko obdobje, generalno za celo Slovenijo, vsi sodelujoči pravijo, 10 do 15% je udeleženost moških v teh programih. Tako da vidimo, da to je bistveno više diskrepanca. Moški se povezujejo v tradicionalno ali pa izrazita moška združenja, kot so recimo, ne vem, gasilci, lovci, old-timeri, starodobniki in tako naprej. Vsaj tako so se nekoč to povezovali, tudi danes se še in so tam aktivni. Hkrati so bili in so še aktivni v različnih društvih, ki so bodisi športna, rekreativna, planinska in tako naprej, dokler pač to omogočajo fizične zmožnosti. Zdaj, zakaj se ne vključujejo? Kot vidimo tukaj noter, so izobraževalni programi feminizirani. Navadno so jih tudi vodijo ženske in jih tudi izvajajo in pač je to lahko uvira. Nekateri imajo ali pa veliko njih sploh z nižjo izobrazbo imajo odpor do izobraževanja in šolanja, ker so imeli tudi slabe izkušnje iz preteklosti in tako naprej. Skratka so različni dejavniki. Blaginja v Sloveniji generalno ne bom tega brala pa povzemala, ampak res je pomembno, da se zavedamo, da ta kohorta, se pravi 50 do 65 let, je že tista ranljiva, ki jo lahko vključujemo v starejše odraste. Tudi prej se je Zvonki zagovorilo, pa je rekla 46 naprej, da so to že starejši odrasli v smislu dela, ker je to zadnja kohorta. Nekje se smatramo, če pogledate, do 29. leta smatramo, da so to še mladi in je ta kohorta delovno aktivnega samo 10-15 let, v resnici, kot jo jemljamo. Potem so pa že spet vsi ranljivi, ker so teže zaposljivi. Tako da mi moramo, se mi zdi tudi ponovno premisliti zdaj, kaj so zares starejši odrasli, kaj so odrasli, a odraslo še se opada z delovno aktivno populacijo oziroma s tem obdobjem in tako naprej. Enostavno, ta starejši odrasli je prevelika kohorta. Moramo jo razločiti, moramo videti, da so to različne ciljne skupine in različne potrebe. Ampak to blaginjo spostavljam zato, ker se lahko pač v Sloveniji pohvalimo s tem, da imamo najmanj zaposlenih v teh kompetencih, zato jih izpostavljam. Ker hkrati imamo tudi veliko revščino in naša raziskava, sicer smo predvidevali, da so pokojnine nizke in da bo prišel ta vidik na plano, ne pa v tolikšni meri, kot je prišel na plano, predvsem z vidika, da ti še preživiš kot starejši odrasel,
kot moški ali pa kot ženska ne moreš pa zares ustvarjalno živeti. Se pa ti nekako pokriješ stroške, ne moreš si pa recimo v Ljubljani že privoščiti LPP, ki je v resnici zelo poceni, da bi šel na kulturni dogodek, ki stane 15 evrov ali pa 5 evrov, v gledališče in tako naprej. In glede na to, da spet jaz nimam te izkušnje, ampak imamo strokovnjake, utemeljitelje andragogike, ki govorijo, kako je razcvet in možnost ponovnega ustvarjalnega življenja tudi v tretjem življenjskem obdobju, ti ljudje imajo interes se vključevati. Ampak materialna prikrajšanost v tem smislu, kulturne participacije, dolgožive, radožive družbe, tukaj pri finančnih zadevah malček izostane. In ne samo finančni vidik, tudi glede mobilnosti smo pri starejših šibki in tako naprej. Imamo 3 strategije, ki na nek način, po mojem mnenju, zelo dobro že nakazujejo to potrebo po vključevanju starejših odraslih, mogoče ne glih s poudarkom na moški, ampak te strategije so na papirju in ne zaživijo. Dr. Jelenc je 2007 pisal o vseživljenjskosti učenja, večina tistih stvari ni nikdar zaživela. Hočem reči, mi lahko naredimo še tako dober dokument, vključno z našim projektom, lahko pripravimo super priporočila, ampak mene res zanima, kako pride do tega, da bi se vsaj ključne poante teh priporočil začele uresničevati. Zdaj pa sem ti glavni poudarki, skratka, vse naše ugotovitve so dostopne na internetni strani, imate tudi v teh materialih, ki so vam bili dani internetno stran in lahko pogledate natančno, ker stvar je kar obsežna. Ampak zdaj bi dala v bistvu poudarek iz raziskave na nekih fenomenih, ki so se pokazali kot fenomeni, v resnici gre pa za neke de facto širše družbene procese, ki vse generacije izzivajo in nas soočajo s tem, kaj se z našo družbo dogaja. In sicer moški so na različne načine opredeljevali, kako so bili izbrisani njihovi življenjski prostori in pa tudi življenjske zgodovine. Se pravi, trgi, kjer so se srečevali, četrtne skupnosti, pa kulturni domovi ali pa domi krajanov, kjer so bili aktivni. Vse stvari, ki so jih gradili, postavljali, vključno z športnimi infrastrukturami, to so stvari, ki so danes bodi si privatizirane, tako ali drugače na trgu, niso več javne in prosto dostopne. Ogromno stvari, recimo delavci, konkretno, če rečem, Ajdovščina, gradbena podjetja, največja, so bili predčasno upokojeni, spoznali so, da nimajo plačanih prispevkov za pokojninsko invalidsko zavarovanje in tako naprej. Ne morajo se z bivšim kolektivom srečati, ker ta firma ni več državna firma, njihovi direktori firm ne dovoljujejo vstopa, delavci, ki so tam, so v prekarnih situacijah in ne morejo niti govoriti z nekdanjimi sodelavci in tako naprej. Se pravi, to je samo en primer, z vseh vidikov se je kazalo, da je bila odtrgana, odtekljena celotna ta življenjska zgodovina, skozi katero so se identificirali, delali in mislili, da pač prispevajo k skupnosti in so ostali brez vsega. Druga točka, ki bo bolj kasneje, ker bom preskočila, izjemno pomembna, ker andragogi opozarjajo na njo verjetno že veliko desetletij, ampak jaz mislim, da se je ne zavedamo za dosti meri in je bistvena, da upokojitev oziroma prekinitev, prerez biografije, ki se zgodi z upokojitvijo, je izjemno pomemben za vsakega posameznika. To se je pri naših 100 intervjujih zares pokazalo, kajti tisti, ki so imeli kakršnokoli možnost ali delno nadaljevati s delom, plačanim delom, ki so ga prej upravljali, tudi po upokojitvi, ki so lahko vsaj ostali v kontaktu z sodelavci bivšimi in tako naprej, ki so lahko bodisi honorarno ali kako drugače nadaljevali s tem sodelovanjem, ne bom rekla nujno delo, v bistvu te upokojitve sploh niso doživeli, niti kot stresne, niti kot ne. Vsi, recimo ti, ki so bili, a sem že vsi, ki so bili penzionirani po ZUJF-u, so imeli najhujše izkušnje. To je bila prva stvar, ZUJF. Kdor je bil nepredvideno v naglici, niti si ne mogel izračunati, koliko bo imel pokojninske dobe, ali bo imel kakšna bo penzija, tako naprej. Slovenija ni imela še nikoli formaliziranih predupokojitvenih programov. Nekaj v zvezi s tem je treba narediti. Mi smo pač prikazali v vzhodnji Evropi, v vzhodnji Evropi nismo imeli in te države niso imeli, nekatere so jih nakladno uvedle
In to je resen problem. Imamo samo za vojsko in policijo in imamo, zdaj se dela že 3. leto poskus za pedagoške delavce, ki naj bi bil tudi v kratkem institucionaliziran. Mislim, da glede na tuje raziskave, na našo raziskavo, na splošno, na literaturo, znanstveno, strokovno, ki obstaja, nekaj glede tega je treba narediti in to ne sem zadnje leto pred penzijo, tudi v smislu informiranja, obveščanja o tem, da je tretje življenjsko obdobje oziroma ta priklop velik je potrebno. Gremo naprej. Socialna ranljivost je ena od glavnih izpostavljenih ta točka preloma, ki se jo zdaj izpostavlja. Se pravi tudi osmišljanje tretjega življenjskega obdobja, ker gre za popolnoma novo obdobje v naših življenjih. Tako ko je vas zaznamovalo prvo, pa delovno aktivno obdobje, ga zdaj zaznamuje, nas bo vse tudi tretje in četrto življenjsko obdobje zaznamovalo, na katero nismo pripravljeni, niti ne vemo, o čem govorimo. Zdaj dobre prakse iz tujine, sploh iz Zahodne Evrope, kjer so uvedli različne nove pristope, kajti razumejo, da politike podaljšujejo recimo delovno dobo. Jaz ključno poudarjam, da ne pojdimo podaljševanje delovne dobe, če ne moramo ljudi od 55 do 65 zaposliti. Nima to smisla, dokler ta populacija, ki bi mogla biti delovno aktivna, ni zaposljiva. Potem ne širimo delovne dobe, ampak razmišljajmo, kako se ta vseživljenjsko učenje in participacija v družbi lahko izrazi tudi v novih karierah, podaljševanju karijere. Dopustimo tistim, ki želijo delati ali pa želijo participirati, da to počnejo in da zato niso sankcionirani finančno drugače. V Sloveniji imamo vrsto zakonov, tudi o prostovoljnem delu, pa medsosedska pomoč, kjer je v bistvu človek kaznovan, če participira v družbi. Učenje pa se brez participacije in delovanja sploh ne more izvajati. Se pravi, premišljati te silver economy, se pravi srebrno ekonomijo, kar je dr. Ana Kranc ogromno, in tudi zagovarja, da se v tej smeri prizadevajo, skratka, kako premišljati te prehode, ki bi bili pozitivni za družbo, za starejše odrasle in tako naprej. Participativni programi v tem smislu predvsem razmišljati, kaj je to, so določene, recimo, če pogledamo strategije, ki sem jih prej omenjala, imamo ogromno teh floskov, medgeneracijsko sodelovanje, trajnostni razvoj, zame so to čiste floskole, ker nič ne pomeni, dokler nimaš ti to v neki akciji, v nekem smislu delovanja. Se pravi, aktivno državljanstvo, to imamo tudi v vseh strategijah, zaposlovanje pomeni mlade in tem starejšim, ker smo najslabši po Active Aging Index, bomo zaprli. Kako? S čim? Nič nimamo. Roki, da bi rekli, dalo se bo, tako in tako bomo to počeli. In v tem smislu moramo redefinirati in morajo moški sami in morajo tudi ženske same redefinirati, kaj je ta gender capital, pa kaj je, oziroma masculinity capital za moške, pa masculinity identity, ker to se spreminja. In stvari, s katerimi se danes moški ukvarjajo, s temi stvarmi se bodo soočale tudi v naslednjih 2 generacijah ženske, ker danes so tudi ženske na trgu dela, nekateri sicer v poklicih, ki so izrazito ženski, so pa tudi ženske prisotne v poklicih, kjer se nekoč niso udejstvovale in tudi spreminjajo se vzorci, gospodinskega dela, nege in tako naprej. In v tem smislu, vsaj v Nemčiji, že opozarjajo, da se z nekaterimi strahovi, krizami, identitete in tako naprej, ki so bile nekoč značilne samo za moške, danes ukvarjajo tudi ženske, ko so vpljeni. Pomen nevladnega sektorja, mi nimamo v Sloveniji institucionaliziranih politik v tem smislu in pač te so v priporočilih je veliko o tem napisano. Izpustila sem prej, ker se imela mi je ušlo zlate ženske. To je še en fenomen, ki ga res moram poudariti. Ti moški, 100 moških iz Ajdovščine in Ljubljane je opisovalo svoj odnos s svojo partnerko, svojo ženo ali tam novo partnerko, zlata ženska, kaj bi bilo, če ne bi je vse skupaj izpadlo, kaj so to zdaj za eni odnosi. Na kar se je izkazalo, da so ti moški izrazito odvisni od svojih žensk. Ker ženske so tako in tako njihove prve negovalke, ko zdrolijo, ko se karkoli zgodi. Ker ženske imajo izrazito močne socialne stike, se udejstvujejo v družinskem okolju, v lokalnem okolju, na univerzi za tudi življenjsko obdobje, v vseh nevarnih, hotelskih, onih, drugih, kuharskih, ne vem kaj. In one nosijo informacije, se pripravljajo na starost, prilagajajo stanovanju, načrtujejo, ženske vse delajo.
Oni pa, ki so se tako močno identificirali s poklicom, ki so vse mogli so preživljati, družino, kar naenkrat se ne znajdejo več. In niso pripravljeni, mi smo jih spraševali, a ste pripravljeni vstopiti, poiskati novega znanca ali pa prijatelja? Ne, jih še imamo. Pa kaj pa bi bili pripravljeni narediti? Ja, če bi kar prišel, mogoče bi ga pa imel. Kako ti, ker ta socialni kapital ne pride kar samo od sebe, to je kar dosti vložiti, da. In recimo, naslednja stvar, mobilnost se že prej izpostavila, ne morem, naslednja stvar je, tako malce se bom vrnila, ampak to se pa ni. Naslednja stvar je, da tretje in četvrto življenjsko obdobje je obdobje, ko se ti poslavljaš od prijateljev, žal, moramo tudi o minljivosti govoriti in o teh težjih temah. In oni tega nočejo sprejeti, verjetno ne samo moški, mislim, da mogoče ženske smo razvali še bolj, ker se tudi starostjo težji spopadajo in procese staranja. Se pravi, o tem se je težko pogovarjati in se ne pogovarjamo, ampak tvoje socialno omrežje se v tem obdobju neko te krči, ni druge možnosti, moraš ogromno narediti, da se ti širilo. Prej se ti krči v družinskem okolju, v najboljših odnosih se prav s partnerico in v tem najširšem obdobju, zato je še toliko bolj pomembno, da kot posameznik delaš na tem svojim socialnim omrežjem in prijateljskih odnosih. Kot je prišlo zelo do izraza v Ajdovščini, starejši odrasli današnji so gibalci družbenega razvoja. Če pogledate sem projekt, mogoče kdo od vas poznal od Zveze društva upokojencev starejši za starejše. Se pravi, tretje generacije nudi pomoč četrti generaciji, prostovoljno, v stikih in prinašajo stvari in tako naprej. Če bi bili oni na Norveškem, tudi v Evropsko EU nadaljen projekt, med najboljšimi za letošnje leto, če bi bili oni na Norveškem, bi izračunali, koliko BDP-ja so prinesli tej državi. V Sloveniji nič ne izračunamo. Vse to izobraževanje, učenje, priložnostno, vsa ta podpora, ki jo delamo od društva in tako naprej, nima nobene vrednosti. Na Norveškem je tradicija, da moški, in to je zelo pozitivna vrednota, da obnavljajo parke. Ampak oni izračunajo, kakšen BDP so zdaj kot prostovoljci pridonesli v njihovi družbi, ker to počnejo. Se pravi, mi tega dela ne ovrednotimo, imamo krasne projekte, ampak to jih dela tretja in četrta generacija. Kako bomo mi, ki smo že danes prekarci, delali zase, ki ne bomo imeli penzij, čez 20 let, ali pa čez 10 let, ali pa čez 30 let, in kdo bo te gibalce, ki danes, držijo po koncu kulturna društva, humanitarne organizacije, Caritas, to so starejši odrasli, to so večinoma starejši odrasli, ženske. Kdo bo to držal? Borce, če sem malo naštevamo. Nadgradnja obstoječih obrežij, tu bi sem poudarila prostori, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Andragoški društvo Slovenije, ker so na trgu, najemajo na trgu. Nihče ne prepozna njihovega dela v tem smislu, da bi rekel, omogočimo vam prostor, da boste vi kot nevladna organizacija, ker pač država recimo še ne vidi tu aktivnosti, da boste vi to počeli. Ne, oni so na trgu in so skozi pri vseh organizacijah prve težave s prostorom, s dostopnostjo, s plačilom najemnine in tako naprej. In zdaj že zaključujem, poznamo tudi ministrstva, poznajo krasne primere, Finsko recimo, ko izpostavljajo, kjerokoli od dobrih primerov strategij bi vzeli, bi nam pomagala, samo če se bomo za to odločili. Inovativnost, zdaj sem se pa še zadnja poanta. Nisem uspela govoriti o moških lopah in o Avstraliji in Irski, kjer se je razvilo Male-Shirts Movement, gibanje moških, ki je največje gibanje, ki raste kot gobe po dežju. Moški se združujejo v svojih lopah in pri tem, kot zdaj kaže analiza v zadnjih 20 letih, pridobivajo predvsem na mentalnem kapitalu, na vzajemnem sodelovanju in podpori in si zaupajo stvari, ki si jih s partnerico ne morejo, z ljudmi, ki jih nimajo in tako naprej. In kaj oni rečejo, mi ves čas govorimo, starejši morajo biti aktivni, ki bodo dalj časa živeli. Če greste na festival za tretje življenjsko obdobje 1., 2., 3. oktober je v Cankarjevem domu, kaj je tam, kada prideš v BTC, tudi Zveza društva upokojencev je čisto srečna, vsi prodajajo robotske sesalnike, vedeževalci vedežujejo, turistične agencije prodajajo, tam v bistvu vsebine o ustvarjalnem učenju ni. Tam je, In zdaj kaj pa rečejo meni še, ti moški, kaj pa rečejo?
pa postaram, da nič ne delamo, ampak da se lahko družimo in pogovarjamo. In mi tega v Sloveniji nimamo. Mi nimamo prostora, ker se nekaj prej vse te organizacije, ki se trudijo delati na trgu. Mi enostavno nimamo skupnostnih prostorov, kjer bi moški lahko ali delali delavnice z zaporniki, tako kot delajo v Avstraliji, ali z odvisniki, ali z ženskami, če hočejo, ampak kjer bi se lahko družili in gotovili, ali hoče sem kavo piti, ali hoče in se priložnost poučiti in zaupati in ne. Ali hoče delati neke cele projekte. Mi tega nimamo. In če bomo naredili ta prostor, oziroma če bomo omogočili povezati te organizacije in ustvarili vsaj nekaj teh skupnih prostorov, ki ne bodo že naprej determinirani z aktivnostjo in potrebo po aktivnosti, sem prepričana, da se bodo moški sami zelo dobro snašli. Hvala.